En lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli nazaj v novem podcastu. Današnji, že 29. po vrsti, bo malce drugačen. Nanašal se bo na 18. podcast z naslovom Primiri iz Vodebove ordinacije, aseksualna ženska in strah pred moškimi, ki je bil posnet junija lani, kjer sva se z Romanom po Zoomu pogovarjala z Jožico, tako sva ji zakodirala identiteto. Link na prvotni podcast je naveden v opisu tega videa. Jožica se na Romana še vedno redno obrača. V zadnjem letu sta se kar nekajkrat pogovarjala po telefonu in zadnji od teh telefonskih pogovorov se je zgodil 1. junija, Roman pa ga je posnel. In z njenim dovoljenjem ter zamaskiranim glasom bo ta telefonski pogovor predstavljal jedro današnjega neobičajnega podcasta. Najprej pa bi vas povabila k temu, da všečkate tale video in tudi postanete naročnik tega kanala. Več všečkov kot bo in pa komentarjev spodaj, bolj lahko YouTube predlaga te najine vsebine tudi drugim, za katere so lahko koristne. Veliko ljudi se nama je že javilo in priznalo, da so se iz teh podcastov ogromno naučili o sebi in tem, zakaj so taki, kakršni so. Tudi sama iskreno verjamem, da so mnogi ljudje, vključno z mano, z Romanovo pomočjo spoznali, da je otroštvo resnično tisto, ki je najpomembnejše za čustvovanje oziroma doživljanje domala vseh občutkov v odraslosti. Če menite, da si zasluživa donacijo, nama lahko donirate prek PayPala. Vse podrobnosti imate spodaj v opisu. Če PayPala nimate, si ga lahko naredite. Vzelo vam bo nekaj minut in verjamem, da vam bo koristil še za kaj drugega. Še vedno pa velja, da vas ob donaciji vsaj 30 € čaka še darilo. Po pošti dobite majico Vodebologija. Zdaj pa kar k omenjenemu telefonskemu pogovoru, ki se je zgodil pred dobrim mesecem, torej 1. junija. Naj vam obudim spomin na 18. podcast, ki ga lahko poslušate na spodnji povezavi. Jožica se je pred leti obrnila na Romana zaradi svoje specifične seksualnosti, bolje rečeno aseksualnosti. Jožica je v osnovi seksualno neobičajna ženska, ki je bila takoj po rojstvu pahnjena v rejo, torej ni bila posvojena. Danes je stara 39 let, letnik 84. Mama jo je zaradi psihičnih težav, verjetno poporodne depresije s primesmi psihotičnih epizod, takoj po rojstvu tako rekoč zavrgla oziroma se ji odrekla. Dojenčico so takoj po odpustitvi iz bolnišnice po 1. mesecu predali rejnici. Jožica ni hodila v vrtec niti v malo šolo. Prve socializacijske stike je imela šele v 1. razredu osnovne šole, ki ga je mimogrede komaj izdelala. Hoteli so jo dati v tako imenovano posebno šolo, torej šolo s prilagojenim programom, ker je delovala zaostalo, saj je res nekako zaostajala. No, danes je na pragu magisterija. Na lanskem Zoom pogovarjanju med Romanom in Jožico sem sodelovala tudi jaz in moram reči, da se mi je po svoje takoj zasmilila. Skozi pogovor sem opazila, s kakšnimi banalnimi težavami se v resnici spopada in kako spodletelo razmišlja. Njeni problemi so bili v tistem pogovoru pred enim letom seveda seksualne narave. Zame je bilo kot ženski njeno razmišljanje o seksualnosti in moških banalno, absurdno, ampak sem jo med pogovorom nekako razumela. Sedaj jo po tehtnem psihoanalitičnem premisleku bistveno bolj razumem. Tudi zato, ker sem se v zadnjih nekaj letih tudi sama psihoanalitično kar podkovala, se veliko naučila. O seksualnosti sva ravno v teh najinih podcastih, seveda v povezavi s psihoanalizo z Romanom, že toliko povedala, da mi je Jožičina življenjska zgodba oziroma kalvarija zdaj pravzaprav nekako logična. Iz pogovora sem tudi razbrala, da ni bila ljubljena. Ta podatek je že sam po sebi strašljiv. Po mojem videnju njen problem ni bila samo seksualnost, pač pa celotna osebnostna struktura. In v telefonskem pogovoru, ki bo temu uvodu sledil, se bo izkazalo, kje ima še probleme. Njena biološka mama je sedaj nastanjena v nekem zavodu za psihično bolne, stara je nekaj čez 60 let in z njo nima niti stikov. Očeta ni videla že več kot 20 let. Oče je po njenem pričevanju nek čudak, alkoholik, fičfirič, kot ga je imenovala. Ima nekaj polbratov in polsester, nekateri hodijo še v osnovno šolo, ampak lika očeta kot deklica ni imela.
In ravno v tem družinskem kontekstu tiči glavni vzrok njenih problemov z moškimi oziroma problemov v seksualnosti. Naj dodam, da se je družila, kot je povedala, predvsem s starejšimi ljudmi, kar ji prija še danes. Socializacije s sovrstniki v zgodnjem otroštvu tako rekoč ni imela. In socializacija je pri njej specifična, na nek način okrnjena še dan danes. Že na prvotnem pogovoru po Zoomu sem zaznala, da je kar precej ukleščena v krščansko ideologijo. Bog je zanjo zelo pomemben, celo ključen, kot bomo razbrali iz telefonskega pogovora. No, pri svojih takratnih 38 letih je še vedno fantazirala o možu in poroki, seks pa naj bi se zgodil oziroma dogajal šele po poroki, kar v osnovi zagovarja cerkveni nauk. Iz pogovora po telefonu bomo razbrali, kako ji verovanje v Boga v resnici koristi. Brez Boga tako rekoč ne bi znala živeti. No, zdaj pa poslušajmo ta telefonski pogovor. Z Romanom se že vnaprej opravičujeva, da bo glasovno zamaskirani del na trenutke morda malce nejasen. Za dodajanje podnapisov je nama zmanjkalo energije ali bolje rečeno motivacije. Če so vam te vsebine všeč, jih podprite z donacijo, saj gre v njihovo pripravo veliko časa. Zdaj pa prisluhnimo Romanovemu pogovoru z Jožico. Prisrčen pozdrav. Pozdravljeni po dolgem času, se slišiva? Ja, se slišiva. Zdaj vprašanje, bom jaz kar praktičen primer postavila. Jaz sem bila takoj, pač mama me ni dojila, sem bila 14 dni po rojstvu v Volanc, ker je pač bila mama psihičen bolnik in sem mogla zredom predstaviti in s tem nisem bila nikoli dojena. In jaz, koliko sem zdaj na pedagoški učila, da taki otroci, ki niso bili nikoli dojeni pri svoji primarni materi, nimajo nobene navezanosti ne do drugih ljudi. A to je prav sklepam. Nimam občutka, da bi bila varna. Ja. Po Johnu Bowleyju pa Mary Ainsworth, pač takšni nesrečniki, ki niste imeli varnega tipa navezanosti na mamo oziroma na isti objekt nege, želje, se pač ne znajdete v odraslosti, v komunikaciji z ljudmi, ne samo z nasprotnim spolom, torej partnerstva, ampak tudi v komunikacijah z drugimi ljudmi. Ne. Tip navezanosti dojenčka na mamico je ključen. V tem tipu navezanosti pač sodi dojenje, ki je ključna zadeva. Ne. Dojenje mora opravljati, tudi če je flaška, isti objekt, ne, ista ženska, ne, se pravi, en in isti objekt želje. Zdaj, če je to mama ali če je rejnica, en in isti objekt želje, nege, ne. Zdaj, jaz vem, da vi imate to nesrečno okoliščino, biološka mama je zatajila, rejnica je imela svoje zdrse, tudi moža ni imela, ne, tako da vi imate vse narobe in glejte, ni čudno, da se v življenju tako rekoč ne znajdete, sploh pa ne z moškimi, ne, ker niste odipalne scene doživeli, ker rejnica ni imela moža, ne, tako da te zadeve, glejte, vi se morate matrati v življenju, drugega vam ne morem reči. To je res. A ko je komunikacija z ljudmi, ker jaz, meni morate bil rekel, da bo ta direktnost, ne, da sem preveč direktna, da ne smem povedati vse, kar mislim, ne, tukaj se bomo še malo naučiti. Kako komunikacija, kje imam tlele jaz zasipanja, ker jaz veliko berem, veliko tudi, mislim, delala sem vse svašta, kar sem pač delala, ne, torej delovne navade imam. Kakšna komunikacija bi se meni pešala? Glejte, vi niste imeli v življenju v prvih 6 letih moškega lika, ki vam bi dejal nek kompas, neko zanesljivost, ne, tisto moško avtoriteto, ne, da vam bi moški rekel, kaj je prav, pa kaj ni prav. Ne, vi pa takole kar na prvo žogo poveste vse resnice, kar je po svoje prav, ne, ampak to je malo nepremišljeno, ne, ker inštance premišljenosti vi ne morete
imeti v sebi ponotranjene, ker tega razuma v obliki nekega moškega niste bili deležni. Vi ste bili deležni samo rejnice in ta rejnica je imela svoje muhe, kupico enih napak je delala, točno veste zdaj za nazaj, ne? Ampak je pa zanimivo, da vas ne spotika depresija, ne? Ker depresija načeloma gravitira v to oralno fazo, obdobje, ko je dete ravno navezan na isti objekt želje, na mamo, in vi ste tako kot osebnost dosti vedri oziroma nasmejani. Glede na to, da se nisva tako dolg časa pogovarjala, kljub temu, da sva se, ampak jaz se v privatni luči ne poznam, mi pa delujete, recimo, da ste skozi tako zelo ekscitirani, kot da bi bili skozi v neki hipomaniji, ne? Ste skozi v nekem velikem optimizmu, ne? Vsa nasmejana, pa tudi recimo, ko je situacija ni rožnata, znate vi kar razvijati en hud optimizem, ne? Nasmejanost, pozitivnost, ne? Mnoge ženske v nekih vaših situacijah bi bile depresivne, vi imate pa skozi neko kronično optimističnost, ki je lahko obrambni mehanizem, ne? Vi ste se zatekli v ta optimizem tudi takrat, ko recimo ni glih situacije za optimizem razvijati, vi ste pa skozi nasmejani, ne? Tako da to je po mojem videnju nek obrambni mehanizem, ki človeka drži v tej fazi ugodja, ne? Načelo ugodja je tisto, ki človeka pač obvladuje. Aha, ok, jaz lahko povem, zakaj sem optimistična, zato bom rada naravo, rada bom živali, rada bom starejše ljudi, otroke, take stvari, pa tudi hrano, obleke, vse to me pač paše, to me veseli, ampak vse ima pa te čustvene probleme, ne, ker jaz nisem imela pač mater, da bi dojila, ker jaz sem pač na 14 dni okala v ambulanti, ne, ker jaz sem rabila mater, pa je ni bilo, dali so me tisto flašo brez občutka varnosti in pol me zdaj zanima, ker mene tudi ljudi gre nekateri na živce, ne, tudi pri moških, če bi tako z mano nekdo bil, ne bi šel on meni na živce, to pomeni, da jaz nimam nobenega občutka dotika drugega. Glejte, vse to vem, glejte, ampak ni prvem problem samo tisti tip varne navezanosti dojenčice na prvi objekt nege, na mamo, ki je ni bilo, potem pa to rejnico. Vaš problem je, da imate kontaminirano celo otroštvo, vse 3 faze, oralno, analno, falično fazo, vi sploh niste razrešili Oedipovega kompleksa, ne? Tako da ne rabite vi valiti krivde samo na tip navezanosti oziroma na to dojenje, na objekt nege, ki se ni znašel, ker tale rejnica, veste, da je imela hude zdrse, mislim, da vas je tudi tepla. Vaš problem je celo otroštvo, ne? Vi ste celo otroštvo napačno percipirali, ker ni bilo glasa razuma, ni bilo očeta moškega lika, ki bi korigiral preveč slabo mamo, ne? Vi ste rejnico celo mama klicali, ne? Glejte, prvih 6 let je ključnih, ne? Otrok je oče odraslega človeka, je rekel Freud, ne? In vi imate celih 6 let kontaminiranih z neko napačno percepcijo primarne družine, tudi odnosov z ljudmi, ne? Vi ste bili skozi tam z neko rejnico, sami sabo in strategijo preživetja, ki ste jo vi razvili, pač taka, da se vi zatekate v svoje občutke in bližina ljudi vas moti, ker kot otrok niste bili deležni tega socialnega miljeja, ne vem, kako je bilo s temi ostalimi otroci, pa tako naprej, tako da vi imate, ne da imate disketo virusnih podatkov, ki bi se jih dalo s terapijo, torej s pogovarjanjem sterapirati, ne. Vi imate cel hard disk zasvinjan z napačnimi podatki, tako rekoč banalno rečeno, oziroma BIOS. V BIOS-u imate vi trojanskega konja, ne. Zdaj tako, po domač povedanje sem vam že rekel, ne. Vi ste tako za ljudi, če bi bili iskreni, ne bi rekli, da ste fejst čudni, ne. Če bi vas pa psihiatri dobili na neko diagnosticiranje, ne, če tam imajo neke čudne teste, vi pa mogoče na teh testih, katerihkoli, toliko zmedite psihiatre, da
vam dali diagnozo nedefinirana osebnostna motnja. Toliko ste vi drugačni. Zaradi pač vsega tega, kar ste doživljali kot deklica prvih 6 let, pa celo 8 let življenja. Ne. Tako da vam je pa dejansko pa Bog, ne, s svojimi božjimi zapovedmi, ne vem kaj so še evangeliji. Božja beseda je za vas obrambna, obrambni mehanizem. Vam Bog edini pomaga kazati smer v življenju. Ne? Če se vi zatečete k Bogu, pa cerkvenem nauku, se vi v življenju dosti dobro lahko znajdete. Ne? Ampak morate pa slediti božjim tem nekim idejam oziroma pač naukom življenjskim. Da bi ti je rekel, ja pa se s tabo ni nič narobe, se ti nič ne kažeš nobenih neumnih izpadov, korakov, besedi, da se malo posebne, da imaš tak poseben besedni zaklad, ko se tako poveš, kar misliš, ampak ljudje mi pa tako nazaj začnejo, da to povejo, ne, ker ne imajo nekaj za posebno ali drugačno, ne, in jaz sem na to ponosna. Po drugi strani sem pa še vedno sama, ker imam ene res to, kar ste vi rekel, ne. Kaj mu, nekako ne, tukaj spremima, pa se ne moram več delati. To je to. Jaz tukaj ne vidim več, kako bi rekli, da bi se mogla še ti terapirati, ker pač se ne da. Dejansko, vi imate toliko specifično osebnost. Celo otroštvo ste vi nekaj doživljali in vi zdaj to otroštvo, vašo psihično realnost podoživljate. Ne. Vsa ta prvost, infantilnost, ki se mi je dogodila do recimo 6. 8. leta, ima zdaj svoje nasledstvo, simbolno nasledstvo, to svojo drugost, ki se vam vrača, simbolno oživlja. Vi imate prav posebne občutke v svoji glavi, ne rabite jih kazati, ampak tisti, če bi nekdo z nekim USB ključem preveril, kako se vam misel strukturira v določenih okoliščinah, ne, bi se za glavo držal. Ne. Vi prav posebej reagirate, prav posebne občutke imate in zato, tako laično rečeno, bi rekli, da vas lahko imajo za čudno. Ne. S tem, da z vašo pametjo ni nič narobe, vi ste intelektualno lahko zelo, celo talente lahko razvijate na račun stiske, ki ste je kot deklica doživljali v primarni tej nedružini oziroma rejniški družini, oziroma še sploh ni bila družina, ampak ste bili samo z rejnico. Tako da vi ste posebni. Mislim, imate pa strategijo preživetja tako, se jo ima vsak človek, da ohranja ego digniteto. Ne? Se pravi, vi ste sami sebi všeč, ne? Se pravi, ste tudi ponosni na se. Ne? Veste, tudi serijski morilci, kljub temu, da ima 10 žensk je umoril, on je še kar sam sebi všeč. Ne? Obrambni mehanizmi so takšni. Ne? Obrambni mehanizmi morajo biti takšni, da ohranjajo digniteto osebnosti, ega, in vi pač imate aktivirane te obrambne mehanizme in tudi, ko naredite neko neumnost, sploh ne veste, da je neumnost, oziroma si prikrojite, češ, da to, kar delate, da je to prav. Vi se sploh ne bi spremenili. Vi bi sam imate tisto neko iluzijo, da bi bili radi v nekem partnerstvu z moškim. Ne? Vi z moškim sploh ne morete živeti. Ne? Jaz sem vam že zdavnaj rekel, vi poskušate moške uporabljati za tiste neke radosti, erotične. To sem vam svetoval, drugače pa tako iluzijo, ki jo vi imate. Ne? Vi mislite, koliko bi bilo dobro, bi imeli moškega, se poročili, pa imeli otroke. Ne, vi v fazi zaljubljenosti, pa tam, da nek seks vam še malo laufal, ne? Vi bi bili začasno malo srečni, po par mesecih, ko vam moški šel toliko na živce, pa tudi razvili bi aseksualnost. Ne? Kljub temu, da zdaj imate neko pohoto, ampak rekel, ne si želeti moškega za trajno zvezo, ker vi absolutno niste rojeni za to, da ste z moškim v zvezi. To sem vam že povedal. Okay. A tudi, če bi imela otroke, a je tudi možno, da bi otrok moje travme podedoval? Ker enkrat ste tudi rekel eno podcastu, da se vse to deduje, vse te bolezni, vse to. Deduje se pod narekovaji, ne gensko, to, kar mnogi mislijo, da se lepi neka genetika, da se dogaja, da bi vi zdaj svojo travmo iz primarne nedružine, z tega rejništva, vtkali v strukturo genov svojih. Ne. Vi dedujete vzorce, vedenjske vzorce oziroma vzorce, ki ste jih bili deležni, ko ste bili gor spravljani.
ne, upbringing, ne, bi nezavedno prenesli na svoje potomce. Če bi imeli otroke in preveč slabo mamo, mora korigirati dovolj dober oče oziroma oplojevalec, ne, in vi z njim ne bi mogli biti v nekem dobrem odnosu že zaradi sebe, mimo tega, da vi si moškega sploh ne znate zbrati. Vi se absolutno ne znate zbrati moškega. Ne? Tisti kandidat, ki je bil, ne, to je bil fejst, ko bi rekel, zmeden človek, da ne rečem pretegnjen. Ne? Pa tudi diagnozo šizofrenija je imel. Ne? To so posebni tipi, ki se sploh v bistvu ne smejo, ne smejo poročati, ker če imajo te žute minute, to vse v grob spravlja okrog sebe. Ne? Se pravi, vi moškega ne morete zbrati pravega, če bi ga pa že imeli, ne? Pa ne bi zobe stiskali tako kot tiste ženske, ki imajo neprave oplojevalce, ampak zobe stiska, pa ga vzdržuje v miljeju družine z otrokom, zato ker je to dobro za razvoj otroške duševnosti, da ima očeta in mamo in da se korigira ta vzgojno. Vi bi po moje se hitro ločili, pa imeli tistega otroka, ki bi mu tako rekoč naselili v ene svoje psihične specifike, ne, take iz registra čudnosti, ne, ker vi nimate občutka, kaj je dobro. Ne. Ste ljubeči, znate z otrokom tam pač v šoli, vrtcu, kjerkoli bi delali, ampak z lastnim otrokom bi pa vi nezavedno delali kopico nekih napak. Ne. Tako da ta ideja o dojenčku tako je spolska, ne, nisem spolska. Jaz verjamem, da imate vi željo, ampak biti mamica, ne, pa trpeti še svojega moža, oplojevalca, kar je dobro za otroka, to je diskutabilna stvar, ne, recimo zagatna stvar, posebej v vašem primeru. Ja, vse malo so vas nastopila, ampak vse glika, veste, danes skizofrenija, dobro, jaz se tega hvala Bogu nimam, ampak še vse te bolezni sama ne razumem, ker jaz imam krug ljudi, ko sem mi sami povedal, da imajo skizofrenijo, ne, a se oni to domišljajo, ali ne, to ne vem. Glejte, šizofrenija, če je akutna faza, to ima človek prisluhe pa privide. On vidi nekaj, česar ni. Pejte, ne vem, če sem rekel, briljantni gledati z rasljem. Ja, ampak to je po mojem ali smišljeno. Jaz to ne verjamem. Dajte vi me verjeti, meni pa psihiatrom, pa tistim, ki se spoznajo na šizofrenijo. Za šizofrenike je tista norost, 100% resnica. Oni znajo videti ljudi, ki jih ni. On ni vid, on sliš, on ima notranji glas. On čuti, da mu nekdo misli bere, on 100% čuti. On čuti, da ima, ne vem, bacile, ki se mu pretakajo po žilah. Ne, on vidi realnost, češ, da ga zasledujejo. On bere časopise in misli, da se o njem piše. On 100% verjame v to. Vi morate zdaj verjeti tisti, ki se malo spoznamo na šizofrenijo, na psihozo, tako da ne reči, jaz to ne verjamem, to si izmišljujejo. Ni res, da si izmišljujejo. Ampak to je huda bolezen, se to da pozdraviti. Glejte, to je najhujša bolezen, s katero pa imam veliko znanja, se tudi jaz ne znam soočati. Tukaj pa recimo odobravam, da so tablete tiste, ki dajo približno neko, vrnejo v realnost, ne, ker vplivajo na neke živčne transmitre. Poleg tega bi se bilo pa dobro pogovarjati v tej fazi, ki ni akutna, ne, se pravi, človeški intelekt ni nič okrnjen pri psihotikih načeloma. John Nash je dobil Nobelovo nagrado, ne, je bil pameten, ampak potem je pa lahko z nekim pogovarjanjem se človeka pripravi, da se mu dopove v smislu, ko boš imel pa občutek, da te hoče nekdo ubiti, moš pa vedeti, da ta občutek je nerealen iz registra paranoidne šizofrenije, paranoidne psihoze. Ne? To se človeka da kognitivno, se pravi miselno, z razumom pripraviti, da bo zaznal, kdaj on rata nor. Ne? To je Russell Crowe, torej John Nash je to presep na tuhtu, ko je spoznal, da tista deklica že 10 let se nič ne stara, že 10 let je 5 let stara. Ne rekel, vidiš, tukaj sem pa jaz nor. Jaz poznam eno punco, naredila je likovno gimnazijo, fakulteto in ona ima paranoidno skizofrenijo, katero tudi starši je nimajo, stari starši, pa ni noben ti skizofrenije nov, ona jo pa ima. Pa pravi, da se to deltuje. Zdaj pa ona mi tudi govorila, da ga 2 leta sva to v polu, zavezali kot prašiča in
Ne, in ko je ona tako reče, ti si ga kdaj v polu, a ti veš, kakšni so ti ljudje. Jaz teh izkušnje nimam, ampak jaz na sebi to dvomam, da tako je. Lej, da se opravičujem, ne verjamem, jaz temu imam pravico, da temu ne verjamem. Sam povejte mi to vprašanje, ali se to deduje ali ne. To je malo čuden. Odkud to pride? Dajte, šizofrenija je najmanj raziskana bolezen, oziroma te bolezni, ki niso vse bolezni. Recimo nekaj so motnje osebnosti, to ni bolezen, to je motnja, ki se jo lahko umili, ne da se pa zdraviti. Ne? Zdraviti se da bolezni, šizofrenija je bolezen, zelo nadležna, ne ve se točno, kako se pojavlja. Večina teh šizofrenikov ima neko gensko dispozicijo, kar dispozicijo pomeni, da ima neke sumljive genske nastavke, ki se lahko uveljavijo skozi težko otroštvo ali se pa ne uveljavijo. Pa recimo šizofrenijo tudi lahko povzroča zasvojenost z drogami, celo trava, sugerira neka halucinatorna stanja, ki so iz registra psihoze, ne. Narkomani vidijo bele miške, ki jih ni, ne. Tudi zasvojenost s travo pripelje do nekih akutnih faz halucinacij, ki so iz registra psihoze, ne. Se pravi, ne da se vedeti, ali je nekaj 100% dedovalno ali ni, ne. Kaj je, koliko je tukaj okolja, težko otroštvo pogosto lahko pripelje do nekih halucinatornih stanj v odraslosti, ki jih uvrščajo v register psihoze, ampak gre pa navadno za šizotipske motnje, za neka bizarna verjetja, ne, tudi v religioznosti, torej v registru teh verjetij, v razne te božje kreacije, od Kristusa, Boga, Device Marije. Nekateri, ki imajo to fanatično verjetje, to je v rangu šizotipske motnje, ki lahko eskalira do prave šizofrenije, se pravi do norosti, in potem se pogovarja z Bogom, 100% verjame, ne. Mislim, to je kopica enih neznank, psihiatri, pa če so nagovorjeni, potem nekaj rečejo, ne. Šizofrenija je dedna. Ja, dedna je, ampak v 80%, ne, 20% pa še kar takih primerov, ki se ne ve, zakaj se točno pojavijo, ne, ali pa 10% je onih tistih narkomanov, ki zalutajo v te paranoidne prebliske, pa je pa še 10% ljudi, pa Bog ve, od kje zdaj dobijo, zakaj, kaj je bilo v otroštvu takega, tako da šizofrenija ni totalno raziskana. Veliko je dednega, ni pa vse dedno. Vi morate verjeti v Boga, ker brez Boga ste vi izgubljeni. Zato, ker nimate teh moralnih datotek, kompasa noter, ker niste imeli očeta in vi imate namesto očeta zdaj Boga, ne? In kar imejte ga, sam ne biti, kaj vem, toliko fanatični, da boste, ne vem, se z Bogom, ne vem, preveč intenzivno, da bo vse Bog naredil, ne? Pa ste pa pasivni, pa čakate, ko bo Bog naredil. Tudi sami morate nekaj narediti, ne? Boga imate, da si lajšate življenje, pa da se, ne vem, ohranjate upanje, pa da molite, molitev je boljš kot kjerkoli antidepresiv, tako da lejte. Ampak nora pa nisem, to se mi faktor rekel, da jaz nisem bolna, nora ne, ampak pa motno, ne. Torej, lejte, jaz z vami sem bil parkrat, lejte, posnela sva podcast, veliko sva se pogovarjala po telefonih, ne. Jaz sem v osebnih situacijah nisem videl, ne, ker sem imel eno pacientko, tako rekoč, ki je 2 let pa pol meni hodila. Čez 120, 150 obiskov po 3 ure sem se pogovarjal vsak teden, ne. In ja, ampak sem jo držal v normali, sam ona je imela tudi te šizotipske prebliske, ki se je pa z mrtvimi pogovarjala, ne. Sem rekel, lejte, ne pretiravati, ne, in potem sem jo pa enkrat videl pa v realni situaciji, ne, prišla na eno mojo predstavo. Tam sem pa videl, da pa res razštelano deluje v enih situacijah, kjer bi mogla kot normalna oseba tako pa tako reagirati, ona je tam čisto drugače reagirala, ne. Tako da jaz vas nisem videl, kako vi funkcionirate v nekem privatnem okolju, kako ste v družbi, ne, kakšni ste tam, a ste res tako čudni, kot kaj vem, si predstavljam, da ste mogoče ali pa celo poznavalci, tisti, ki vas znanci, ki vas
imajo nekako bolj spoznano, vam reče, da ste posebni, ne. Jaz tega privilegija nimam in ne vem, ne morem reči, kognitivni procesi zagotovo niso pri vam zmoteni. Določena občutja so pa kontaminirana, ampak ne iz registra psihoze, ampak z registra pač te osebnostne specifike, ki jo imate zaradi pač tega gor spravljanja v kontaminiranost je zasičenost, zasvinjanost, ne. Kontaminacija pomeni, da je nekaj strupov naseljenih v vašo psiho skozi otroštvo. Določeni občutki so nasičeni z neumnostmi, ki ste jih doživeli kot deklica v rejništvu, brez moškega lika, samo s to čudno rejnico. Ona tudi nekaj dobro vplevala, da jaz sama živim, da sem se vojne pustila, da sem se paska plačevala. Očitno ena take pristope delovne mi je pa znala pokazati, da sem znala tole sebe preživeti, brez kančka druge Pa pomoči. se tudi sicer ne bi bila ona rejnica, če nekaj ne bi vedela, ne. Sam večino teh rejnikov je rejnikov zato, ker je 500 evrov dobila za vas, ali pa koliko je bilo pač v vašem času, ne. To so finančne ugodnosti in včasih so imeli rejniki te svoje rejence zato, da so denar dobili, ali pa da je bila to dodatna delovna sila za delo na kmetiji in so garali kot črna žvina, te otroci, ki so bili tam nekje. Ne? Tako da sej lahko, da je bila v redu ta rejnica, dovolj dobra, da ste vi to postali, kar ste. Sam vi niste prejemali ljubezni na tak način, kot jo prejema hčerka od svoje mame pa svojega očeta. Ne? Tega niste bili deležni. Tukaj je glavni vaš hendikep, nekih komunikacij ljubečih niste imeli, ne? Tukaj imate ogromno primanjkljaja, ste pa razvili pač neke strategije preživetja, znotraj katerih je tudi ta Bog, ki vam kaže nek kompas in je v vašem primeru zelo dobrodošel. Ja, pol mi svetujete, da hmašni hodim na tisto. Seveda, dajte, bodite dobri. Vi imate veliko sočutja v sebi, ne? To je vaša močna dutje, sočutje, ne, v smislu te krščanske etike ali pa kantovske. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi. Vi ste dobri po srcu. To je vaša rešilna bilka. Vi niste hudobni. Ne? Tega ste se naučili tudi zato, naučili ste se skozi vaše otroštvo, ker ste se sami sebi tudi smilili, zato se vam tudi drugi smilijo, otroci vas smilijo, zato se najdete v pedagoškem poklicu. Verjetno ste zelo dobri z živalmi, ne? S kakimi muckami, psički, ste zredno sočutni, ste prijazni, niste pokvarjeni. Ne? Tudi Bog vam je tukaj pomagal, tako da bi mi rekel, lejte, ste čist dobro pozicionirani v življenju, edina hiba pač je tale sex life pa moški. Sam tukaj vam pač povem, da če bi pa bili v neki zvezi, potem bi bili šele razočarani. Tako da moške se da uporabljati za neke spolne radosti, ne se jih bati, ne, tale organ ne ugrizne, niti če ga date vi v roko ali pa v usta ali pa v mednožje. Ja, no, hvala vam, gospod, za čas, za klepet. Veliko podkastov, da nekaj tajta niste na Facebooku, ne, verjetno imate kakšen drug posel. Danes imam predavanje v nekem ženskem športnem klubu za trenerje. Zdaj pa še takole bom povedal. Glede na to, da sva mi dva posnela podcast, zelo poslušan, zelo poučen, moram povedati, da tole najno pogovarjanje sem jaz zopet posnel, ne. Samo jaz vam bom to pogovarjanje poslal, potem, če se bo dal ta vaš glas zablurirati, ne, da ne bo prepoznaven, ne, bo šlo to v eter, tako da če bo ta moja moderatorka zablurirala, pomeni, da se ta vaš glas ne bo prepoznal. Ne, bo šlo v eter. Vam bom pa prej poslal ta posnetek, kako ste vi zadovoljni z njim. A da je zelo poslušan, a resno? Seveda je zelo poslušan, zelo poučno. Zadnjič sem šel jaz na predavanju Centra za socialno delo, ker so mojemu kolegu, prijatelju, vzeli otroka in ga dali v rejo. In tista tam
tista predavateljica, delavka socialna, ki je hkrati tudi pravnica in socialna delavka, je imela tako čudno predavanje, pa sem jo pa vprašal, kaj si ona predstavlja, kaj je v največjo korist otroka. Pa je rekla, da je to pravni pojem, ne? Jaz sem pa povedal, da je največjo korist otroka to, da je otrok s svojo mamico in da je ljubljen. To je v največjo korist otroka, ne pa, da je to pravni pojem. Potem sem pa še povedal, ki je tam nekaj rejnice iz Trbovelj omenjala. Sem vprašal, če ima ta rejnica ali pa teh nekaj rejnic, ne vem, koliko jih je 10 v Trbovljah, če imajo može ob sebi, če tudi tam moški. Jaz sem povedal, da imam primer, ko hoče ženska, ne, to ste vi, tožiti državo, ker je država dala rejnico žensko brez moža. Ne? In taka rejenka ne more razviti odipovega kompleksa, kastracije, ne more razviti pohote ta prave, spolne želje, ker ni bila deležna moškega očeta kot bitja s penisom. Sem na predavanju to izpostavil, pa so debelo gledali. Sem rekel, lejte, zaradi mene ta ženska, torej vi, ne tožite države, kar bi bilo mogoče celo poučno za bodoče rodove teh, ki grejo v rejo. Ne more biti rejnica sama, mora biti ob njej moški. Skratka. Pa hvala, lejte, jaz sem toliko vesela, da ste vi v moje življenje prišel, pa da ste se upal javno, ampak res prej televizija, pa klepet ob kavi, ki je vas je una baba Jasmina hodila uničati, no, kakorkoli. Sem videla, da ste vi človek na mestu, od takrat ste pa naprej in hvala ste res, da ste šel nasprot mene, oziroma da ste poleg mene z besedami. Ja. Lejte, očitno Bog obstaja in Bog je mene poslal, da vam pomagam. Pa celemu svetu, sam kaj, ko nisem uslišan. Ampak čakajte, ampak da vas pošil se, una kokoška, ko ste podivjana kobila, ne kokoška. Kokoška je kura, je rekel Brščič, njega ne toži, a mene pa toži, ker sem uporabil. Ja, preganja me, ja, s policijo, ampak jaz se branim, zato ker je dobro za Slovenijo. Da nekdo tej Urški reče, da taka ne more biti. Dober ste. Ampak da na ovo pa še fentov, ki sem fentov. Ja, lejte, če me pa fentajo, bo pa to veliko korist države, ker se bo narod uprl. Ker se bo narod uprl. Ne morejo tako te svobodnjaki tako delati z ljudmi. Ja, veliko si upate, je res tako vam dol, ampak da vas ne bo kar zadela, katlele se tam vi bore. Lejte, kap me ne bo zadela, ker sem dober po srcu. Mene bo zjebil trebuh, želodec, črevesje, ker tam not premlevam skozi. Ajo, dragija, to pa je, ampak res dober po srcu pa ste, ker sem 3-krat nadal za 100, četrti sem pa dala, mislim, četvrt premala, ampak res sem hvaležna za to. Lejte, jaz sem tudi prijateljce, ki vas priporočam, ampak veste kaj pri teh mojih prijateljcah, ne? Očitno se pa tukaj ranjene, niso tukaj močne, da se vas bojijo. Veste, so že tudi rekli, on je bo ful direktno, kot tako nasravno pove, pa se pa tako rečem, ne, on ima prav, on ima vse prav. Očitno se vas tudi ljudi bojijo, to je pa mogoče, veste, tisto, kar redko vsekate naravno. Lejte, jaz vam najvišjo stopnjo ljubljenja žensk, samo ženskam pomagam, zanj sem šel na sodišče, zato da bi bili tisti, ki so posilili to punco, kaznovani. Ne? Če bi jaz bil mizogin, ne? Da ne bi imel rad žensk, bi jaz v družbi bil čist drugačen. Jaz knjigo pišem prvi spol, o ženskah, ker ste ženske prvi spol, ker je mama prvi spol. Kje bom jaz sovražil ženske? Ampak ta LGBT feminizem scena pa trans ideologija, to je pokvarjena stvar. Nekdo mora udariti po mis in če nimajo jajca drugi, jih imam pa jaz. Povejte mi, kako je s to punco, a se pol obsodil tiste ljudi? So bili v zaporu, ampak zdaj so bili oproščeni in se bojo pritožili. In ko bo treba iti na sodišče, bom šel spet pričati. In to za to punco, ne za tistih 5 posiljevalcev. A vidite, koliko sem dober po srcu? Ja, upam, da vam dajo plačo, oziroma da dobite vsaj potne nazaj. Ja, 10 evrov sem rekel, kar imejte jih. 10 evrov, pa to je
Tej punci pa pro bono pomagam, ne, tako kot vam. Res, ampak ta punca je tako zdaj v takem stanju, da lahko Pa jaz sem jo na glihu, no. Jaz sem jo na glihu, ona je zdaj normalna. Psihično, kaj pa to sem čarov, hipnoza, vse živo, zato da je normalna. Ja, kaj se človek živi, no, posilstvo pa meni ni bilo, no, vse to, no, kakorkoli. Glejte, najlepša vam hvala, pa ti posnetek kar pošljite, no, glejte, lahko gre javno, da se vse te testovi moji pokrijajo, Ja. pa da bodo še socialni delavci, lahko še kaj še ima narediva, lahko le ni problema, če želite, če imate caj, če se boste pripravili, jaz sem vam tudi, ki je napisala, veste kaj, če se bomo kdaj tako zmenila, dajte mi kakšno vprašanje, da se bi jaz to malo naprej pripravila. Glejte, vi se pripravite z vprašanji, pa vi mene sprašujte, pa bom jaz pol vam teoretsko odgovarjal, ne, pa še tako. Imate tam eno psihologinjo, ona mora k meni priti, ne more premlevati znotraj glave sama, neč omenjati, kdo je, ker pač snemam, ne, ampak te, ki se odločajo, jaz ne grizem, jaz sem zelo vljuden, dobrota me je. Ne. No, gledajte, če boste se še kaj odločili za posnetek, sem za to, pa kakorkoli, se bodo spletele stvari obrnile, za te socialne delavce, gledajte, oni rabijo znanje, ne? Bravo. Zdaj tega otroka stran, ne? Zdaj tega otroka stran, da se jih poznamo zadnje tam, meni se to vse tako obrača, In zdaj za tega otroka, vnuka mojega prijatelja, ne, ki je še avtist pa epileptik, sodišče odloča že 9 mesecev, otrok ni pri mami, pa 4 leta je star, 9 mesecev sodišče odloča. To je nepovratna škoda za tega otroka. Kaj pa z materjo narobe, da to dela sodišče? Otrok ima avtizem, epilepsijo, mama je zdaj noseča, imam tudi s tistim prvim možem ločena, ne? In je Center za socialno delo preprosto vzel otroka. Ne? Mamici, to je največja škoda za tega otroka. Mamici je treba pomagati, da se znajde. Ne? Mislim, čist narobe dela ta Center za socialno delo, ki zraste tam na neki fakulteti za socialno delo, ki je vse narobe, ena sama ideologija. Ne vem. Vse narobe. Najlepša vam hvala za vse. Ko pa ta posnetek, pa se bo naprej pogovarjali, če bo kakšna ideja na to. Ok. Zmenjeno. Ajde. Dobro, hvala. Lep pozdrav. Dio. No, to je bil ta izjemno zanimiv in poučen telefonski pogovor. Zadnje minute so bile celo malce ganljive. Jožica je namreč Romana prikazala v čisto drugačni, torej izjemno pozitivni luči, v kakršni ga večina Slovencev ne pozna. Če vam je bil današnji video všeč, ga všečkajte in se naročite na ta kanal. Če mislite, da ste unikatno zavozlani, da imate specifično psiho, ki izhaja iz težkega otroštva in ste pripravljeni svojo kalvarijo deliti z drugimi, seveda zakodirano, se nama lahko javite. Če mislite, da si zasluživa kakšno vašo donacijo, je bova vesela. Vsa navodila za donacijo imate spodaj v opisu tega videa. Če nama želite dati zagon za nove podcaste, torej donirajte prek PayPala, sicer se bova z Romanom odločila, da to zgodbo zaključiva in bo naslednji podcast tudi zadnji. Lepo se imejte do prihodnjič, ko bo na sporedu jubilejni 30. podcast. Če bo tudi zadnji, odločate vi.